Pozdravljeni v Sensinem podcastu Modra soba, prostoru modrosti, znanja, izkušenj in navdiha. Z nami je tokrat Dan Podjed, antropolog, s katerim se bova pogovarjala o vseh spremembah, ki se danes odvijajo v družbi in o vplivu tehnologije in predvsem družbenih omrežjih tako na družbo kot na človeka. Ampak najprej bi ga predstavila. Dan Podjed je znanstveni sodelavec na Inštitutu za slovensko narodopisje pri Znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti in izredni profesor za področje kulturne in socialne antropologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se posveča razmerju med ljudmi in tehnologijami, izolaciji v kriznih časih ter razvoju trajnostnih izdelkov in storitev po meri ljudi. Vodil je več nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektov. Leta 2019 je izdal odmevno knjigo Videni, v kateri je pojasnil, zakaj se vse več opazujemo in razkazujemo s pomočjo pametnih telefonov in drugih naprav. Leta 2020 je izšla njegova knjiga Antropologija med štirimi stenami, v kateri širši javnosti predstavil, kako je spoznaval družbo in sebe med pandemijo covida. Knjigi imam tu pri sebi in lahko zagotovim, da sta napisani seveda strokovno z obiljem primerov in z tehtno raziskavo, ki stoji seveda iza teh tem, ampak napisani so zelo živo, pripovedno, razumljivo, tako da sta res dostopni širšemu krogu ljudi. Torej, Dan, hvala za odziv in dobrodošel. Hvala za povabilo. Srečala sva se sicer prvič danes. V živo. Sva pa prijatelja na Facebooku, če se ne motim. Ampak skratka, prvič sva se srečala in sva se dogovorila, da se tikava. Tako da bo to v duhu neke večje domačnosti se odvil ta pogovor. Začela bi z problemom, ki je najbolj pereč, in to je seveda nastajanje nove kaste bogatašev, skratka ta neenakost kot eden najbolj vidnih elementov sodobnega časa. V vsaki krizi v zadnjih 10 letih se je ta razlika še okrepila in tukaj sem zbrala samo par podatkov, ki se mi zdi, da bi jih želela podeliti z ljudmi. O tem res strašljivem večanju bogastva na eni strani in seveda nastajanju revščine na drugi. Pazite, prvi. Ameriška finančna revija Forbes, ki podrobno spremlja bogastvo najbogatejših, je seveda ugotovila v času epidemije, kako se je nekaterim milijarderjem enormno povečalo bogastvo, recimo Bezosu, ki je lastnik Amazona, iz 113 milijard na 165, Zuckerbergu, lastniku Facebooka, s 55 milijard na 84 milijard. Drugi vir, ki mi je še bolj pretresal, je raziskovalni inštitut Credit Suisse, ki je oktobra 2020 objavil široko poročilo, ampak v njem recimo 2 podatka sta res zaskrbljujoča. Pazite, Severna Amerika in Evropa konec leta 2019 sta imeli v lasti 55% vsega svetovnega bogastva. Se pravi, več kot polovica vseh dobrin je v lasti Kanade, Amerike in Evrope. Ostalo drobiž si pa ostali delijo. In drugi podatek, ki je tudi zaskrbljujoč, je, da ima 54% odrasle populacije premoženje manjše od $10,000. Se pravi, celoto vsega za enega Cliota ali pa še manj, več kot 50% celotne odrasle populacije. Se pravi, kako vi seveda kot antropolog, zdaj ne bova načela teh drugih socialnih, socioloških vidikov,
kako pač vi pojasnjujete ta trend in tudi posledice? To zdaj mi antropologi ali jaz? Vi. Ker rekla si, da se tikava. Ja, ok. Se upravičujem. To si ti predlagala. Ja, ti. Vikava pa tiste mogoče gor, tiste bogataše. Ali pa onikava. Karkoli, evo, spozabila sem se. Skratka. Nič za to. Ja, kako ti gledaš na... zanimivo je to, da je recimo tudi ta bolj levičarska teorija tako nekako kar zamrznila, ne? Pač zelo se mi zdi, da so vsi skupaj zamrznili pri tem pojasnjevanju tega, kaj se za božjo voljo dogaja in kam gremo s tem, ne? No, zavedati se moramo, kaj je razlog temu fenomenu in kdo so tisti ljudje, ki so najbogatejši. Če pogledamo seznam najbogatejših, recimo 10 najbogatejših po Forbesovem seznamu, jih je 6 ali pa 7 takih, ki živijo od naših podatkov. Dobesedno od naših podatkov, med njimi tudi Jeff Bezos. Mislim, da je ta hip drugi najbogatejši, mislim, da je Elon Musk ta hipu na prvem mestu. Vsekakor pa so med 10 še Mark Zuckerberg, ki si ga omenila, Larry Page in Sergey Brin, torej ustanovitelja Googla, pa Larry Ellison, ki je mogoče malce manj znan, ampak je ustanovitelj Oracla in verjetno še kak tehnofeudalec, oziroma jaz mu pravim digitalni feudalist, Varoufakis in Žižek pravita, da vstopamo v novo obdobje tehnofeudalizma. Zakaj gre? Gre za to, da s temi orodji, torej z pametnimi telefoni in drugimi napravami, mi v bistvu kopljemo zlato rudo sodobnega časa, to je podatke ali pa nafto, kakorkoli že to poimenujemo, nekaj, s čimer skratka drugi bogatijo. In kar je res nenavadno in presenetljivo je, da to počnemo brezplačno. Torej, v bistvu imajo delovno silo na voljo brezplačno, zato da po vsem svetu izkopava podatke zanje, oni jih pa obdelajo, interpretirajo, prodajo drugim. Pravzaprav še več, ne da delamo brezplačno, mi plačamo za to, da lahko to delamo. Najprej si kupimo orodja, torej telefone, računalnike, tablice in druge naprave, potem plačujemo zanje mesečno naročnino, potem plačujemo še za podatke, ki so nam jih že pobrali. Torej, 3-krat v bistvu plačamo za to, da sploh lahko delamo, ker glavna dragocenost, glavna dobrina pa so vseh teh omrežij seveda podatki. In vsakič, ko se priključite čemorkoli na spletu, kar se oglašuje kot brezplačno, se morate zavedati in se moraš tudi ti zavedati in jaz, da sva potem midva produkt, s katerim se trguje. Oziroma, če sva bolj natančna, najini digitalni dvojniki, ki so ujeti na strežnikih ali pa v oblakih podjetij, kot so Amazon, Google, Meta, torej bivši Facebook in drugih podjetij. In zato, ker smo preselili tako velik del svojega življenja na digitalne naprave, na zaslone, zaradi tega potem ti ljudje, res peščica posameznikov, vse bolj bogatijo. In v bistvu ni treba, da so tako kot bogataši 20. pa 19. stoletja to lastniki železnic, lastniki naftnih vrtin. Oni so lastniki podatkov in to sploh niso nujno ogromna podjetja po številu zaposlenih. Lahko imajo neki 10,000 zaposlenih, kar ni neko ogromno podjetje, pa so to vseeno multimiliarderji. In to je ta novost. In lahko bi kdaj poskusili zračunati in se začeti zavedati, koliko so pravzaprav vredni naši digitalni dvojniki. Recimo, če je digitalni dvojnik naš na Googlu vreden, 20-30 evrov mesečno, recimo, če nakoplje toliko podatkov in zlate rude, bi se mi zdel pravičnejši model za 21. stoletje, če želimo izenačiti to razliko med izjemno bogatimi in pa večino, ki je pravzaprav izjemno revna, da smo plačani za to, da opravljamo tlako. Torej, da naredimo korak nazaj k temu, da smo delavci, ne pa tlačani v feudalizmu. In seveda bo ta podjetja to zelo težko prepričati. Sem prepričan, spomnim se, mislim, da je bilo leta 2018 ali pa 2019, sem bil na neki okrogli mizi, vem, da je bilo v predcovidskem času, to se spomnim, ker nismo imeli mask, pa smo bili skupaj v
zaprtem prostoru. In takrat je bil tam tudi nek predstavnik enega od teh velikih podjetij, vsem katerega. In smo predlagali takrat, kaj pa če bi uvedli mi tak poslovni model, da si razdelimo, ne? Mislim, to nakopane podatke, recimo, če jih nakopljem za 20 evrov mesečno, pa da jaz dobim 10 evrov od vašega podjetja, vi pa obdržite 10, pol, pa roka. No, in zanimiva je bila njegova izjava, njegov komentar, tako precej je bil šokiran in me je gledal in je rekel, ne, to pa ne. Vi razmišljate kot sebičen človek. Sem bil začuden, zakaj? Ja, vi bi kar pustili te podatke, da ležijo za vami, ne? Mi pa smo jih sposobni zbrati, analizirati, agregirati, prodati drugim, ustvariti iz tega premoženje. Sprav dobrotniki. Ja, v bistvu, no, tako, ja, v bistvu ta podjetja so nekako dobrodelna podjetja, ne? Ker če bi nas kar prepustila samim sebi, ne bi vedeli, kako naj se znajdemo v tem svetu. In tehnološko, tudi sem se pogovarjal z inženirji, strokovnjaki za računalništvo, bi bilo to seveda možno, da ste lastnik svojega podatka, da ga po potrebi prikličete nazaj, izbrišete, če želite, tudi izginete za nekaj časa, da ste nedostopni. Torej, da na telefonu in drugi napravi označite, ne, ta teden jaz ne delam, ne želim, da se moji podatki ta teden komorkoli prodajajo, pač tisti teden ne bom dobil nič denarja za to, ampak ne vem, mogoče si pa kdo to želi, mogoče si želi odklop, ker zdaj smo pač sledeni na vsakem koraku, ne, s temi napravami. To so dobesedno prisluškovalne in sledilne naprave, za katere mi plačujemo. In to je še drugi paradoks tega sedanjega časa, ne. A si predstavljate, da bi kak udbovec zvedel za to, da pač vi kupite prisluškovalno napravo, jo nosite sabo in jo imate ves čas sabo in v bistvu ni treba nikomur več podtakniti ničesar. Vsi smo prostovoljno noter v tem sistemu, v družbi nadzora. Vsi smo jo sprejeli in s tem problemom se ne ukvarjamo. In jaz mislim, da je to glavni problem, da se temu problemu sploh ne posvečamo. Posvečamo se covidu in virusu, posvečamo se podnebnim spremembam, kolikor toliko. Temu vprašanju zavarovanja podatkov in zasebnosti pa ne. A poznaš kakšne proteste na globalni ravni za ohranitev zasebnosti? Pa je zginila. Razdali smo jo. Zakaj? V zameno za všečke, v zameno za sledilce. Zdaj je kar nekaj smeri, ki si jih želim, da jih bomo obdelali, recimo problem nadzora, problem tega neke pasivizacije človeka v odnosu do teh družbenih sprememb in dogajanja, ampak samo malček bi še postala pri teh podatkih, da to postavlja v nek bolj praktičen okvir, kaj to pomeni, zakaj so ti podatki toliko pomembni, ne? Eno, recimo, je srečanje, ki ga gotovo ima vsak od nas, recimo iščeš na spletu ležalnike in zatem ti splet ponuja 10 dni raznovrstne ležalnike, kamorkoli greš na telefonu ali na računalniku, si bombardiran z ležalniki, ne? To je tak konkreten primer, kako se te podatki oziroma prodajo, seveda interesentom, ki potem jih lahko obdela na ta način, da lovi naše interese, ne? Poleg tega pa so še seveda druga področja in druge sive lise, kjer so te podatki ključni. In o tem bi rada, če lahko to malček osvetliš. Najprej o tej prvi temi, gre za mikrotransakcije, v bistvu v hipu, ko nekaj kupimo, storimo, nekam pridemo, je to zanimiva informacija za neko podjetje, ki jo je vredno nekomu drugemu prodati. Zakaj? Zato, ker če ste recimo na neki plaži in zraven nekdo prodaja sladoled in dobite vi oglas, da nekdo prodaja sladoled, se vam bo zluštalo oziroma zahotelo tega sladoleda in boste storili točno to. Tako da nas čisto narahlo potem z povratnimi informacijami seveda podjetja preusmerjajo. In ne samo, da dobiš ti potem tako informacijo ali pa jaz, dobijo jo tudi tvoji bližnji o tem, kaj bi bilo za tebe primerno. Recimo, prepričan sem, da se ogromno ljudem, tudi gledalcem, poslušalcem tega podcasta zgodilo to, da so dobili neko informacijo,
o tem, kaj si želi vaš partner, ali pa kaj celo kupuje vaš partner, ali pa kaj kupuje vaš partner, ne? To zna voditi tudi v kakšne zadrege, recimo, sploh če kupuje zaročne prstane, ali pa če kupuje, ne vem, kondome, recimo, ali pa zapeljivo spodnje perilo, tako, zdaj smo že malo to pofantazirali, ampak zdaj pa ena resnična zgodba, no. Na obisk je prišla k nam domov neka Američanka z partnerjem in on ne je glutena, tako da sem šel potem v trgovino po polento, neke slovenske blagovne znamke, jo kupil in prišel domov, pa še par stvari nabavil, ne, v eno od teh, v neko od teh velikih prodajnih središč in plačal, seveda se označil tam s tisto kartico ugodnosti, ki je v bistvu, tu je trik, ne, kako pač ve, da sem kupil to stvar in očitno je to podjetje v hipu prodalo ta podatek nekomu drugemu, ker ko sem stopil domov skozi vrata, je moja žena zavpila iz spalnice: Dan, a to polento si kupil, ne? In mi pokaže na zaslonu svojega računalnika, ne vem, kje je bila na nekem omrežju, oglas za točno to polento, ki sem jo že kupil. Sicer tu se morajo očitno algoritmi še malo razviti, ker je, zakaj bi njej ponujali polento, ki sem jo jaz že kupil, ne bi morali ponuditi nekaj, kar še potrebujemo. Tako da sistemi niso dovršeni, seveda, ampak en kup je takih anekdot, ki jih ljudje poznajo vsakdanjega življenja, ko so bili nekje, pa dobili potem neko informacijo o tem, kaj bi lahko kupili, kaj je kupil njihov partner, kaj si pravzaprav želijo. In to je bistvo, ne? Da podjetja, kot so Google, Facebook, Amazon in druga, ki imajo v lasti naše dvojnike, v bistvu vejo vse o naših željah, potrebah, pričakovanjih. Pazi, vejo več kot mi sami o tem. Že ko vpišeš v Google začetek neke fraze, ti v Google dopolni in potem samo še klikneš, se ni treba dosti ti več razmišljati. In to je ta začaran krog, ko smo vedno bolj noter. Hkrati pa, a si lahko sploh še predstavljamo življenje brez Googla? Težko. Ker ne bi imeli navigacije, ker ne bi znali poiskati podatkov, ker ne bi mogli prek Gmaila pošiljati elektronske pošte, pa brez Facebooka, kam bi izginili vsi naši prijatelji. Tako, zato ostajamo v sistemu in nas ne skrbi za zasebnost, ki pa dobesedno izginja. Se zasebnost ni nek nov koncept. Mislim, je nov, no, ampak razmeroma nov. Recimo, da poznamo koncept zasebnosti zadnjih 400 let, da smo res utrjevali in je postala, predvsem v tem svetu liberalne demokracije, recimo v demokratičnih državah, neka osnova, tudi ustav držav, ne, našega življenja. Vsak ima pravico do zasebnosti, do intime, do doma, kjer je varen, kjer ga nihče ne vidi, kjer lahko počne pravzaprav kar hoče. No, ampak zdaj pa to ne drži več. Zdaj gremo pa še v tiste najbolj intimne kotičke na stranišče, recimo s telefonom, in ko gremo tja s telefonom, seveda nismo več sami. Moramo se pač zavedati, da če gremo na stranišče s telefonom, je na stranišču lahko z nami še kdo. Če ne drugega, je vseh teh 1570 prijateljev na Facebooku z nami na stranišču in si z njimi delimo intimo. Se ne da gledajo ta naš kotiček, ampak tako, v nekem tem simbolnem smislu nismo več tam sami. No, to je v bistvu ena taka druga značilnost tega našega sodobnega časa, ta trend res izjemnega razkazovanja, ne, in že na rdečih preprogah je vidno to, da so te dive, če dalje manj oblečene in dejansko so samo še krpice na telesu, ki zakrivajo. Skratka, se ta trend opaža tudi na rdečih preprogah, ampak na družbenih omrežjih in tudi drugače je če dalje več in razkazovanja telesa kot tazga, ampak tudi deljenja svoje intime, ne, in se pravi oboje in v tem fizičnem smislu in v tem osebnostnem. In skratka, kako vi ste to seveda motrili, analizirali, zakaj po vašem mnenju je prišlo do take eksplozije tega, mislim, te potrebe? Do konca pogovora se bova že tikala, po mojem. Jo, a sem zopet rekla, to je pa navada, evo, to je pa profesionalna navada.
Nisem niti opazila, niti opazila. Veš, kaj je to? Mogoče je to tudi en element komuniciranja po omrežjih. Navadili smo se pač komunicirati na tak način, da se kar začnemo tikati pravzaprav, ne? Doskrat po Facebooku, pa Twitterju. Ne? Ja, in mogoče tako smo začeli mešati. Ne? Če pa z nekom govoriš v živo, tako zdaj malo raziskave delam na hitro, ne? Če pa z nekom govoriš v živo in ga vidiš dejansko prvič, pa tudi če si se prej dogovoril za tikanje, se ti zdi, da je to tisti prvi stik in da rabiva še nekaj časa. Ampak meni je to bolj tako profesionalno okolje, ne? In potem v njemu preklopam v tisto, kar sem pač navajena. Ne? Ja, in kaj naprej moramo med okolji preklapljati. Ampak kaj je bilo zdaj vprašanje? O razkazovanju. Aha, okay. Ne, zakaj učim, kako se je začelo to lomiti in potencirati in če dalje bolj, seveda, če dalje bolj smo šli v to smer nekega ekshibicionizma, razkazovanja sebe in voajerizma, se pravi opazovanja drugih in motrenja. Ja, se drugega nam ne preostane. Glej, na tem planetu naredimo vsak dan 100 milijonov selfijev samo na androidnih napravah. 100 milijonov? Ja, in to so že razmeroma stari podatki. In zavedati se moraš, da v bistvu teh 100 milijonov selfijev so samo fotografije, ki so objavljene na omrežjih. Dejansko fotografij sebe naredimo še bistveno več. Ampak neuspele zbrišemo in objavimo samo najboljše. Tako da pri tem, ko smo ravno pri tem pojavu, se moramo vedno zavedati, da so vsi izbrisani selfiji dejansko naš pravi jaz. Ne pa tisti, ki ga tako izberemo, selekcioniramo in potem prilepimo na omrežje. Tam smo vedno najlepši, najboljši, v najboljši luči se pokažemo. Tudi izpilimo svojo podobo na ta način, da jo polepšamo z beautifierjem recimo. Beautifier, to je polepševalnik. Ne? Nastaviš si na telefonu, fotografiraš sebe in potem nastaviš svojo lepoto od 0 do 10. Pač 0 si tak, kot si dejansko, 10 pa je tako, res lepši človek. Ne? To je v bistvu tako kot slika Doriana Greja. Pač vedno lepši postajaš. In že to vodi v začaran krog, ko vidiš same lepe ljudi, ne vem, tvoje sošolce iz osnovne šole, je pa kako pa ta dobro izgleda, pa vse ljudi, ki so pač tudi urejeni, naličeni, razgaljeni seveda, potem moraš še ti pokazati sebe. Ne? Po eni strani to vodi v kolektivni narcisizem, po drugi strani pa hkrati v probleme, v frustracije zaradi tega sveta, ki se ti prikazuje po zaslonih. Ker tam vse lepo, perfektno. Redko kdo se pokaže v slabši luči. Posebej na nekaterih omrežjih, na TikToku, Instagramu, se mi zdi, da sta prav dve taki tipični omrežji. Mogoče kdaj na Twitterju, pa na Facebooku še ljudje pokažejo te bolj negativne aspekte svojega življenja. Na Instagramu pa je bistvena slika, lepota. No in v bistvu zaradi tega, ker živimo s kamerami skoraj povsod in ker imamo povsod možnost narediti svojo fotografijo, živimo kot v Trumanovem šovu. Se poznaš ta film? Ja. No in samo drugega mogoče ne poznajo, to je ne samo ja, pa se ne bom zdaj razkril preveč, pač Jim Carrey igra v filmu, poglejte si ga, ker je odličen prikaz današnje realnosti, on je oseba, ki živi v resničnostnem šovu, pa tega ne ve. Pa ne ve. Ja. In zdaj, recimo otroci, ne, ko pridejo na dan dobesedno, kaj je prva stvar, ki jo zagledajo? Ne očetov obraz, pa mamin obraz, ko ga podajo na roče, ampak oko kamere, ki ga posname. In to je tista prvi vtis, ki ga dobi človek. Celo več, v bistvu starši objavijo včasih po omrežjih že kar te ultrazvočne posnetke in zraven pripišejo, pričakujemo malega otročka, pa srček, ne, in potem, krasno, kdaj pa bo ta veseli dogodek. Tako da v bistvu v Trumanovem šovu živimo že v maternici, ne, in potem, ko pridemo na dan in potem otroci odraščajo pred kamerami. V vrtcih recimo, pa če imam 3 otroke in sem bil večkrat priča tudi v vrtcih, ne vem, pa v šolah kakih dogodkov in ko, ne vem, otroci se naučijo neko pesmico, recimo Baby Shark in jo potem tam prepevajo in potem res veliko staršev dvigne telefone in snema otroka in gleda prizor skozi ekran
Torej, ne vidijo dejansko z lastnimi očmi lastnega otroka, ki se je naučil neko pesmico za njih, pleše in poje za njih, mi pa gledamo na sliko v ekranu. Ampak to razkazovanje, Dan, glej, a je to neka taka izvorna, psihološka mehanizem, bi rekla, tega primerjanja, ne? Da je to nekaj, kar je del človekove narave, primerjamo se z drugim, ne? Zato, da odčitamo, koliko smo dobri, kaj moramo spremeniti ali karkoli, da tukaj so pa tako zelo dobro pognojena tla, da se je to zdaj toliko ekstremno razbohotlo, ne? Ker pač vsi, če se primerjamo, seveda tudi mi želimo biti toliko dobri ali pa uspešni ali pa lepi ali pa privlačni ali karkoli in potem nekaj naredimo na sebi in damo boljši selfie gor. Skratka, da je to neka taka snowball efekt, ki se kotali, ali so kakšni drugi razlogi? Pač, mislim, odkje civilizacijsko tak boom tega razkazovanja? Ne? Jaz mislim, da je prav, res je fora v tem, da imamo te naprave ves čas sabo. To so v bistvu fotoaparati, med drugim, ne? Torej telefoni. Ja. Telefon je tudi fotoaparat. In bistvena inovacija, ki je spremenila to, da smo se zazrli vase, namesto v druge, je po mojem sprednja kamera na telefonu. To poznamo približno 15 let, recimo. Mislim, da je bil prvi telefon s sprednjo kamero Sony Ericsson Z1010, ki so ga izdelali tam okoli leta 2003-2004 mogoče, ne? In to je bil prav prelomen dogodek tako v zgodovini človeštva, se mi zdi, ko je ta sodobni homo sapiens zagledal sebe na ekranu, ne? In rekel, pa koliko sem pa jaz lep, to pa moram fotografirati. In se je fotografiral in delil fotografijo z drugimi. Tako, dve osebi sta rekli, da sta izumili dobesedno selfie, in to sta bili Paris Hilton pa njena prijateljica, pevka, pomagaj mi. Ena je bila ta Lohan. Ne, Paris Hilton pa kakšna Kardashianka. Ne, tako ima tudi težave zdaj zaradi vsega tega, kar se ji dogaja v življenju. No, se tudi Paris Hilton ima, mislim, kar precej težav. Paris Hilton in Britney Spears. No? Oprosti, nisem se mogel spomniti, pa če zginila zdaj z mojega horizonta. Ampak one dve sta 2006 posneli selfie, ga objavili na omrežju, mislim, da na Twitterju, in potem, mislim, da nekih 10 let kasneje trdili, da sta oni dve izumiteljici selfija. Ampak dejansko je selfie že starejši pojav, ne? Sam res očiten je pa res postal tam sredi prejšnjega desetletja. Tako, postal je kar naenkrat pomembna, relevantna beseda. Se jaz mislim, da ta beseda je že sam čakala, da pride na dan. Tako obstajala v tej jezikovni metamreži in se potem dobesedno pojavila in se obdržala. Ker se veš, v slovenščini so tudi poskušali uvesti izraz sebek, pa se ni ravno prijel. Ne? Hrvati pa rečejo sebič. Aha. Oni pa imajo ta izraz. Ne? In boj, da ga je izumil ta izraz, mislim, da je bilo leta 2002 ali pa 2003 Avstralec Nathan Hope z vzdevkom Hopi, ker oni pač skupaj tvorijo besede, te pomanjševalnice, ne? Hope, Hopi, Farm and Fiery, Barbecue, Barbie in tako naprej. No, on je sam se preko Hopi, oziroma so ga tudi prijatelji tako klicali, in potem se je enkrat pijan prikolovratil domov, mislim, da na 21. rojstni dan, se spotaknil, si prebil ustnico, vzel fotoaparat, ne telefona, ker pač takrat, če ni bilo telefona s sprednjo kamero, se fotografiral, objavil to na nekem spletnem forumu, torej to fotografijo, in zraven pripisal, fantje, dekleta, glejte, kaj se mi je zgodilo, padel sem po stopnicah in potem sem naredil selfie, tako prebite ustnice. In takrat je bojda prvič bila v javni uporabi predstavljena beseda selfie. In zdaj je postala pa kar tako samoumevna. Meni se zdi, da brez selfijev sploh ne znamo več živeti. Ali pa kam iti. A veš, greš na morje in če ne narediš 20 selfijev, ni nujno to, da je fotografija tvojega obraza. Selfie je tudi futi, recimo, to je en podžanr, ne? Ko fotografiraš svoje noge. Tako obmorski so zelo pogosto te noge. Ne? In kaj na ta način prikazuješ?
Futi skoraj dosledno prikazujejo, kako uživamo na obali. Ne? Sproščeno. Potem imamo še druge podžanre, grupije, recimo, to je tudi fotografija sebe, ko so ob tebi drugi ljudje. Poudariš, ne, da si v družbi, da si družaben človek. In zanimivo, grupi so celo najpogostejši žanr selfijev. No, potem obstaja še zamorjeni selfiji oziroma žalostni selfiji. Ti so zelo pogosto narejeni v kopalnici, na stranišču, pred ogledalom. Recimo, zelo pogosto ljudje, ki zvejo, da imajo neko hudo bolezen, ko dobijo diagnozo od zdravnika, fotografirajo sebe na ta način. Nikoli se ne, zelo redko se s prednjo kamero na telefonu, kar je nenavadno, ampak očitno se hočejo prikazati v neki drugi podobi, malce bolj se distancirati na nek način in se fotografirajo v ogledalu in takrat sporočijo to pomembno novico. Ampak v vsakem primeru pa je objava selfija, sploh če ga uporabimo kot profilno fotografijo na omrežju, en najpomembnejših dogodkov. Tako, lahko se primerja po odzivih, konkretno po številu lajkov, z rojstvom otroka, z poroko, potem je pa že skoraj sprememba profilne fotografije. Ker takrat se pokažeš, takšen sem zdaj. Nekateri to počnejo zelo pogosto. Ja, oziroma pokažeš tisto, kar želiš, da drugi vidijo kot tebe. Ne? Pokažeš podobo tistega svojega idealnega jaza. Zdaj mi je tole, a lahko nekaj preberem, ker mi je prišlo na misel. Jaz si moram dol dati očala, veš, ko berem, zaradi tega, ker... veš, da je to odlično napisal. Janez Menard v pesmi Jaz, ki je napisal takole. Prav, ko sem omenil ogledalo, sem se spomnil te pesmi. Namreč v poglavju te knjige Videni, z naslovom seveda poglavja Jaz sebe selfie, sem jo uporabil za začetek, za izhodišče. In Menard je v pesmih 4 napisal takole. Pred ogledalom nem stojim in v tujca pred seboj strmim. Ko da zrem prvič ta obraz, vprašujem ga, si ti res jaz? Zamišljeno me zro oči in vprašajo, sem jaz res ti? In trezno pravim v moj jaz nisem ti, ti nisi jaz. Jaz sem le jaz, ki se mi zdi, in ti si jaz le za ljudi. A pravi jaz je dan za dnem, uganka meni in ljudem. In se mi zdi, da je Menard tako, v bistvu selfie opisal na nek način v tej pesmi. Zelo lepa, ne? In tako, kdo smo mi? A smo sploh še mi, če smo vedno mi za drugega? Zelo zanimivo bi bilo, če bi ljudje... Če smo lažni mi, ne? Seveda. Veš, koliko smo dolgočasni v resnici? Veš, kak sem jaz v zasebnem življenju, ko me noben ne gleda? Katastrofa. Kaj se ne takrat fotografiram? A sem to pravi jaz? Seveda sem. Seveda sem. To je dejansko moj pravi jaz. Oziroma del tega, čemur pravimo sebstvo, ki je sestavljeno iz jaza zase in jaza za druge. Ne? In zdaj je ta del, ta družbeni jaz, postal toliko bolj pomemben kot ta jaz, ki sem jaz za sebe, ta individualni jaz. In mislim, da moramo mogoče se spet malo bolj na ta način zazreti v sebe, brez kamere, in da ne delimo na vsakem koraku sebe z drugimi in da smo jaz samo za sebe, ne pa za ljudi. Ker to človek rabi ta hip. Ne pa, da kot influencerji ali pa zvezdniki ves čas delimo svojo zasebnost z drugimi. To je res, to je naporno življenje. A si predstavljaš, da si 24 ur na dan pred kamerami? Nekateri snemajo še takrat, ko spijo in dobesedno delijo to po omrežjih. In na vsakem koraku, ko si nekje z družino, ko si na morju, ko si v gostilni, ko si doma, ko praznuješ novo leto, takrat se moraš snemati, potem te posnetke režirati, seveda vnaprej jih potem obdelati, skrajšati, podložiti z glasbo in deliti z drugimi. Ja pa, to je naporno življenje. Ko kdo reče, da influencerji, jaz jim pravim v tej knjigi instantni zvezdniki, ne delajo nič, jaz se s tem nikakor ne strinjam. Jaz mislim celo, da je to trdo delo. In da od njega žal večina
dokaj skromno živi. Res redkim posameznikom uspe, predvsem tistim, seveda, ki se znajo plasirati na globalni ravni. Tem slovenskim zvezdnikom pa res prav nič ne zavidam. To zaradi jezika, ker so zelo upeti v en mali prostor. Ne? Živijo v svojem mehurčku. Ampak pravim, da ne vem, ne želim si biti, ne vem, Kim Kardashian, recimo, ali pa Dan Blitzer, kaj že nek zvezdnik z Instagrama in razkazovati ves čas svojega življenja. Že tako povem preveč, se mi zdi. To ne vem, to ni bilo nekako v zgodovini teh pojavov, da so ljudje slavni zato, ker so pač slavni, oziroma da prodajo prazen ništrc, delajo zgodbe iz nič. Ne? Kako ne? Se to ni nov pojav. Kaj pa Žaža Gabor, recimo, igralka, ki je bila poročena, mimo grede, mislim, da z prastricom od Paris Hilton. Mislim, da je bila 5-krat, 6-krat poročena. Žaža Gabor je bila dobesedno instantna zvezdnica, influencerka tistega časa. In mislim, da taki ljudje so vedno obstajali. Sam zdaj imajo pač na voljo orodja, da jih vidi veliko večja množica ljudi. In tudi, ne vem, v tej knjigi Videni opisujem Ivana Krambergerja, ki je bil nek proto-influencer, ki je znal odlično se uprizarjati v medijih, v javnosti, potovati po Sloveniji z Bugatijem, pa z opico Ančko na rami, se verjetno se ga še spomniš po tistem črnem klobuku, in šokirati ljudi s svojimi izjavami, imeti 2-urne govore po vseh slovenskih krajih in če bi mu dali, če si predstavljaš še telefon v roke, pa če bi ga priklopili, oziroma če bi se on prijavil na Facebook, pa Instagram, pa verjetno še na TikTok, jaz mislim, da bi imel kar dobre možnosti že za zmago na bližnjih predsedniških volitvah. Dan, kako pa to nekako pač umeščaš ta, kako bi rekla, porast in razkazovanja in teh slavnih, ki so slavni zato, da so slavni, se vse civilizacijsko pomika, to je pač mnenje mnogih teoretikov, proti nekakšni narcisistični družbi, ne? V kateri ta narcisizem, jaz uporabljam termin narcisizem zato, ker lahko se tudi narcizem, ampak narcisizem uporabljam Mladen Dolar, pa sem ga od njega prevzela in ga na ta način narcisizem. Tudi jaz ga mislim, da uporabljam narcisizem. In smo tudi isto samo dilemo. Samo sta oba pač samo od njega sem pač ga vzela, tako da tega uporabljam narcisizem. Skratka, gre za nek pojav, da nekaj, kar je Freud že pojasnil kot osebnostno motnjo, skratka kot nekaj patološkega, zgraditi nek lažni grandiozni jaz, ki se ga ponuja drugim, neko lažno zgodbo o sebi, svoji veličini, opozarjati na svoje uspehe, na lepoto svojega zunanjega izgleda in tako naprej. Zatem je pa seveda neka prazna lupina, čustveno precej prazna, nekega krhkega, negotovega človeka. Skratka, gre za neko patologijo. In zdaj v sodobnem času je ta nekdanja patologija postala nova normalnost, ne? To bi želela, če mi lahko malo bolj osvetliš. Jaz si že vse povedala, tako dobro, da težko še kaj dodam. Mogoče samo to, da dejansko lahko govorimo o družbeni patologiji, ta hip, ki se je več niti ne zavedamo. In jaz mislim, da je to glavni problem. Ampak si res zelo dobro pojasnila vse te, tudi evolucijo tega fenomena na nek način. No, mislim, kako boš dan sploh govoril o narcisizmu, če pa, ne vem, se ljudje fotografirajo na vsakem koraku in delijo svojo fotografijo z drugimi. A si predstavljaš, da bi, ne vem, pred 30 leti kdo od naju na morju, kaj pa jaz vem, na Korčuli, ko smo hodili tja, ko sem še hodil mlajši, starši, da bi zagledala nekoga, ko, ne vem, vzame fotoaparat, ga usmeri proti sebi, tako se nastavlja, še malo našobi ustnice, se fotografira. Kaj bi si mislil o takem človeku? Ja. Poklicala pomoč. Verjetno, ne? Mislim, to je pač totalni narcis. Danes, če vidiš nekoga, ki naredi to s fotoaparatom, pač to je normalno.
nad vse vsakdanja gesta. No, Jaz mislim, da moramo, no, če me sprašuješ, kako zdaj ven iz tega. Mislim, kar, sploh kar, ne vem, če sploh lahko kako terapijo tu mi dva ne vem, samo pač, ne vem, nimam odgovorov, nimam rešitev, nič, ampak tisto, kar je pa evidentno, je to, da se dogaja neka popolna erozija psihološkega zdravja, ker to je nezrela osebnostna struktura, taka zelo nerazvita, nezrela osebnostna struktura. Pač tako je, ne? In to se pravi, gremo mi v smeri, v podporo nečemu nezrelemu, nedoraslemu, pač malček bolanemu, razvijamo in podpiramo psihološko nezdrave pač ljudi. To je meni zaskrbljujoče, ne? Ker je to celovit družben pojav, to niso posamični. Ne? Seveda. In posebej pri mladih ljudeh lahko to povzroča hude stiske, ker se vedno primerjajo, tekmujejo, skušajo biti del neke skupnosti. In če moraš biti v tej skupnosti najlepši, imeti najbolj našobljene ustnice, najbolj svetleče lase, in če vidiš samo fotografijo nekoga drugega, sošolke ali pa sošolca, recimo, ki izgleda vedno bolje od tebe, ne? Zakaj? Je zato, ker je zadnji na stotine fotografij, ki so propadle in dejansko je objavljena, dejansko samo najboljša. Potem res spet lahko zapadeš v depresijo, imaš hude frustracije zaradi tega, se začneš izogibati družbe. Mislim, taki pojavi vodijo celo v samomorilnost. Bral sem v kar precej primerih, pa ne samo deklet, tudi fantov, ki so hoteli storiti samomor zaradi tega, ali pa celo so ga, zaradi tega, ker niso bili dovolj lepi na selfijih, ker niso mogli več tekmovati z drugimi in ves čas tekmovati. Se to gre za to, da na dan potem narediš po 200-300 fotografij. Mislim, to je res težko in ves čas gledati sebe, se primerjati z drugimi. To vodi v stiske in kaj, mislim, nekaj moram priporočiti. No, nisem klinični psiholog, ampak pač mogoče kot antropolog pa lahko priporočim odklop. Čim večkrat se odklopite. Odklopite tudi svoje otroke. Sej imate to dolžnost kot starši. Jaz imam tudi. In ko vidim, da pač otroci da preveč časa preživijo pred zasloni, da se premalo posvečajo zunanjemu svetu in drugim in preveč sebi in notranjemu svetu, pač moramo reči, zdaj pa dost. In tudi jaz pri sebi to počnem, saj jaz sem isti primer. Mislim, da ne boš mislila, da sem kakšna izjema. Še huje, jaz mislim, da sem celo občasno postanem res zasvojen, pa ne tukaj svojo podobo, kot z medijem samim, z informacijami. Mene zdajle, že ko se pogovarjava, strašno zanima, kaj se dogaja po svetu, kaj se dogaja zunaj tega prostora, kaj se dogaja na Krasu, kjer je požar. Midva smo pa tule v tej sobi in se pogovarjava. Se strinjamo, v bistvu čutim. Me že začne srbeti, dajmo pogledati. In jaz sem si potem sam nastavil na telefonu cel kup blokad, da ne morem tega gledati. Če zdaj si bom kar takoj izbrisal Twitter spet, pred tabo ga izbrišem. Aha, nastavil sem si, ne vem, kam moram to pokazati, ja, verjetno. Ja. Ok. A vidiš, na telefonu sem si nastavil aplikacijo, ki se reče Minimalist Phone in ni več gor ikonic, tako da je zaslon telefona dolgočasen. Predvsej neatraktiven, Nič, to je pač brez veze. Dolgcajt, ja. Tu je sicer Twitter in zdaj ga bom kar zbrisal, uninstall, v redu. Sem si že vdahnil. To je ena od aplikacij, ki jo uporabljam. Zakaj? Zaradi tega, ker so te ikonice že same po sebi izjemno privlačne. To so kot bombončke, veš, ko zagledaš to pisano, ta pisan nabor, rečeš, sem eno ikonco še, pa tole, pa sem še kliknem. Najhuje pa je, ko zagledaš ikonci za Facebook, recimo, še krogec 12 novih obvestil. In ko zagledaš tisti krogec, te informacije ne moreš odmisliti. A veš? Zaradi tega, ker to je tako, da greš mimo svojega poštnega nabiralnika in zagledaš gor, ne vem, zagledaš kup pošte noter zataknjene. Težko odmisliš. No, jaz pravzaprav kar odmislim, ker so v glavnem samo še računi, ker vse dobivam, kar je pametnega po elektronski pošti, recimo. Ampak veš, o čem govorim. Gre za informacijo, ki je ne moreš odmisliti. In zaradi te informacije
kot kažejo raziskave, ljudem dobesedno pade sposobnost reševanja problemov, torej inteligenčni kvocient. Če vam zazvoni telefon oziroma naredi ping, ne, ko dobimo potisno sporočilo, v tistem trenutku nam IQ pade in nismo več sposobni se fokusirati na problem, ki ga rešujemo, ampak se moramo ukvarjati s tem, kdo nam je pisal. Naša pozornost je šla stran. No in to sem sam hotel reči, odklapljati sebe, to je samo en od primerov, kako. Imam še druge aplikacije, ki mi potem zaklenejo telefon čez nekaj časa. Zdaj moram dati ženi verjetno šifro, da je bo samo ona vedela, da ne bom mogel dostopati do omrežij in tako naprej. Pač blokiram sebe. Zakaj? Zato, da si prihranim čas. Ker mi pred zasloni preživimo noro veliko časa. Že v predcovidskem času 8 do 9 ur dnevno. Zdaj v lockdownih, v popolnih zaprtih 13 ur dnevno pred zasloni. Torej telefoni, televizija, računalniki, tablice, vse, kar ima zaslone. 3 ure smo bili še odklopljeni od zaslonov, če 8 ur spimo, recimo. Ne? In to pomeni, da se je res tehtnica zelo prevesla v to smer digitalnega oziroma sveta, ki ga dojemamo pred zasloni, in zato je včasih pravim, da je to, kar je fizično, ta hip v bistvu manj realno kot to, kar je digitalno. Tako da tisti, ko govori o virtualni resničnosti oziroma navidezni resničnosti kot tistem, kar je na zaslonu, se krepko moti. Dejansko je to, kar midva zdaj počneva, virtualno. Veš, ker redko koga še tako srečam od blizu, pa se pogovarjam na tak način. Včeraj smo imeli sestanke po Zoomu, pa koliko, ne vem, mislim, da 4 ure sestankovanja po Zoomu, ne? In zdaj, ko se s tabo pogovarjam od blizu, je to nekaj nenavadnega. Je to res nekaj nenavadnega. Skoraj bi rekel spektakularnega. Tako, mislim, se mi je fajn, veš, mislim, fajn me, ker je čist drug občutek je. Mene je bilo groza že tega predavanja, veš, ko sem 2 leti predaval skoraj nadaljavo, eno celotno študijsko leto nadaljavo. Videli smo se samo enkrat fizično z razredom oziroma z letnikom in potem na koncu, ko so imeli študenti to zaključno zabavo, so tudi mene povabili, če pridem tja. No, in pridem in jaz teh ljudi nisem spoznal. To so bili tako virtualna bitja. Jaz sem jih poznal kot te dvodimenzionalne slike na zaslonu, ki se potem vse bolj ugašajo. Bolj, ko sem predaval, manj jih je bilo. Ne? In na koncu sem predaval samo še sebi, tako da bi v kopalnici si govoril v ogledalo, ne? In bi pred njim nem strmel v samega sebe, kot je rekel Menard. Njih pa ni bilo več. In to je bil res tak nek grozen obrat v to, veš, ko moraš sam v sebi govoriti. Zdaj sem zvedel, da se da na Zoomu izključiti svojo podobo, to se mi zdi kar tako olajšanje. In tudi, veš, ne vem, če si opazila to, ko se s kom pogovarjaš po Zoomu, Skypeu, Teamsih, čemorkoli že, ne, takrat tudi ljudje sebe gledajo, se ne gledajo drugih. V bistvu imamo prvič možnost, da gledamo sebe na zaslonu, kar poglej, ko začnejo ljudje tako obračati glavo, veš. Ampak to viš... In to je, zakaj? Je zato, da bi bili lepši za druge. Ampak to je spet en izraz tega družbe narcisizma, v kateri živimo. Recimo, ta del je meni zaskrbljujoč v tem smislu, da je nega lažnega jaza, se pravi vsega tiste maske, s katero se mi drugim predstavljamo, da zaseda v bistvu skoraj celotno našo pozornost. To je v psihološkem smislu katastrofa, ne? Da je toliko mali del namenjen temu, kaj se dogaja v nas, v naših odnosih. Mislim, to je čist minimalizirano in ta gojenje tega lažnega jaza v tolikšnem smislu se mi zdi, da bo pripeljal do nekih lomov, devijacij ali nečesa, kjer se bo človek začel lomiti sam v sebi. Zato je tudi toliko pojavov depresij, tesnobnosti, ne vem, pač vseh teh novodobnih bolezni. Ne? Še bolj šokantno, ne? Umorov pred kamerami. Se tudi nek tak primer v tej knjigi Videnje opišem, ki se je zgodil tudi pri nas, recimo, ko so nekega fanta pretepli in do smrti
in to v živo snemali po Facebooku. No, in na predvajali. Dolenjskem se je to zgodilo. No, Ja. mislim, to je prav izraz tega. Snuff movie. Ja, in to lahko zdaj posname kdorkoli, predvaja kdorkoli, ogleda si kdorkoli. Ne, to je tudi res taka ekstremna deviacija. In tako, da mislim, ovadiš samega sebe v živo. Mislim, pa če si posnel, seveda je to dokaz za policijo, za kogarkoli. Vse kaj dosti pa ni treba več preiskovati, kaj se je pravzaprav dogajalo. In da smo pripravljeni tako daleč, ne? Da posnamemo vse in da celo, ne vem, ubijemo človeka pred kamerami. To je res ekstrem. Sam jaz ne bi bil tako črnogled, mislim, živimo v družbi, kakršni živimo. Ok, neko izhodišče imamo res, ker zdaj smo začela zelo tako moreče. Ne, sploh ne, tudi jaz ne želim imeti v moreče interpretacije. Ja. Sploh ne. Ampak so seveda neki pojavi, ki so zaskrbljujoči in gre za to, kako jih bo človek zagrabil in v kaj obrnil. Recimo, samo primer. Če sva govorila o tem, koliko časa preživimo pred ekrani, zasloni, to se pravi televizija, mobitel in tako. Če res glavnino časa preživimo in če se zavedamo in vemo, da so v 20. stoletju delali najdaljšo, najbolj poglobljeno raziskavo v zgodovini človeštva, harvardsko, o sreči. To so je začeli, se mi zdi, v 30 letih, takrat, ko še ni bilo žensk sploh na fakulteti, zato so samo moške spremljali. Potem so se stvari spremenile. No, ja, tudi Kennedy je bil te začetni ekipi. Kennedy je bil v začetni ja, mislim, ekipi, da samo pa ta iz Washington Posta. Ja. V glavnem, mislim, da je samo še 12 ljudi živih. Mislim, da jih je bilo na začetku čez 500, zdaj pa samo še 12 ljudi živih, ki jih spremljajo še vedno. Se je širila, potem še pač ženske so vključili, družine. No, ampak kakorkoli. To raziskavo, ki je bila na Harvardu, je vodil eno dolgo obdobje Wayland in on je naredil vsake toliko časa povzetke tega, pač ugotovitveno, ne povzetke, in njegova je bila, da je najbolj pomembno za srečo človeka ne ekran, ampak ljubezen. Nekje je celo rekel, kako so se iz njega norčevali zaradi tega in pač naredil take vice. No. Se pravi, mogoče malo drugače rekel. Mislim, glavna ugotovitev, kar jaz poznam te raziskave, je razmerje. Ne, to je pa Waldinger, to je pa tisti, ki mu je sledil. Aha, ok. Wayland je bil prvi, pač ta dolgoletni predstojnik tega oddelka harvardskega, njegov zaključek je bil ljubezen. Vse v bistvu je zelo podobno. Tudi zdaj po 80 letih je bil zaključek tak. Ja. Se bi lahko rekli ljubezen ali pa razmerja. Odnosi, ne, Waldinger pa pač odnosi. Tako da oboje seveda skupaj tvori neko, kako bi rekla, zdravo in živo in toplo in radostno razmerje. Ne? Pa se, veš kaj je fora? Se tudi po omrežjih, recimo po Facebooku, Twitterju, Instagramu, LinkedInu, tvorimo razmerja. Sam tu je pa neka druga razlika, ne? Da gre, oziroma vezi, in so to dejansko šibke vezi. Ne? Mislim, da jih je sociolog Granoveter tako označil v nekem članku iz leta, mislim, da 1973, The Strength of Weak Ties, torej moč šibkih vezi, ki so lahko izjemno pomembne v našem življenju. Prek šibkih vezi, to so kolegi v bistvu, znanci, prek njih mi dobimo službo, prek njih se nam odprejo nova obzorja. Ne prek prijateljev, tiste peščice, 5-6 ljudi, ampak prek kolegov, prek tega našega razširjenega socialnega kapitala, če tako rečem. Ne? Ampak, kaj se je zgodilo zdaj? Zdaj je šel pa res ta krog šibkih vezi predaleč in preveč časa porabimo za to, da jih spletamo, hranimo, odgovarjamo ljudem, ki jih sploh ne poznamo. Jaz mislim, da sem danes pogledal na Facebooku 2300 v narekovajih prijateljev. Vse nekateri so res prijatelji, nekateri so znanci, nekateri so kolegi, nekateri so pa totalni neznanci. In to se mi zdi en najbolj perverznih trikov sistema, da so nas prepričali, da so to prijatelji. In ko
prekineš razmerje, se odprijateljiš, unfriendaš neko osebo. A ni to tako kruto? Ker ti je žal potem za vsakega prijatelja, seveda. Ampak to dejansko niso prijatelji. In zato, ker imamo toliko digitalnih prijateljev, oziroma prijateljev preko mreži, nimamo več časa za prave prijatelje. To pa prav kažejo raziskave zdaj, da teh pravih prijateljev in čvrstih vezi, teh, o katerih govori ta harvardska raziskava, je vedno manj. Nekoč jih je bilo recimo 5-6 ljudi, ki si jih poznal čez celo življenje. Srečaš jih pogosto v osnovni, srednji šoli in to so tisti najpomembnejši ljudje. Pa jih potem se dobivaš z njimi, se srečuješ, greš na zabavo, se kdaj skregaš, pa prideš spet skupaj, ne? In so s tabo do konca življenja. In to je ta sreča in ljubezen, o kateri je govorila ta raziskava. To so ta čvrsta razmerja, ki osmislijo tvoje življenje. In problem pa je, kot je rekel Schifferer, ker za prijatelje si je pa treba čas vzeti. In tega časa pa nimamo, ker smo pač pred ekrani, ker moramo ves čas spletati vezi po omrežjih. In kako naj potem si vzamemo čas za prijatelje? Pa še seveda delati, skrbeti za družino, delati več, zato da imamo lahko več tudi stvari, vsega, kar potrebujemo v življenju. In zato smo v začaranem krogu in zato smo več vezi, ko imamo, bolj nesrečni postajamo. Zato res še enkrat svetujem, pač odklop. Se ne pravim, da morate prekiniti naročniško razmerje z vsemi vašimi prijatelji, če tako rečem, in se odklopiti od omrežij, razbiti naprave, jih vršiti čez okna, sleči obleke, steči v gozd in tako po rusojevsko nazaj k naravi. Kje pa? Pa se nisem nor. Pač vem, v kakem svetu živimo. Sam omogočiti si odklop. In naprave nam lahko omogočijo odklop. Se ni treba, da smo in so samo pač orodje, da z drugimi komuniciramo, ne pa, da one upravljajo z nami. Torej, mi smo lahko tisti, ki uporabljamo naprave, ne pa, da one uporabljajo nas. Še eno področje bi rada malo da osvetljiva in to je ta overload informacij. Skratka, predozirani smo z informacijami, niti jih ne moramo presnoviti, umestiti, absorbirati in se zgublja pogosto sled tega, kaj je res, kaj ni res, kaj sploh je resnica v tej poplavi informacij. Kaj je res? Mislim, da iz tega dela v enem segmentu nastajajo plodna tla za teorije zarote, pa bi rada tudi to, če bi mi lahko malo osvetlil, ne, ta pojav. Na drugi strani je pa zopet ta psihološki, kako bi rekla, del ali pa posledica, če je vse tako negotovo in ne vemo, kaj je res, kaj ni res, kaj je resnična ali pa pač kaj so informacije, ki so kredibilne, kjer pa ne, je to precejšen občutek negotovosti. To se pravi, nismo varni tam, kjer smo. Se pravi, zopet pride potem do teh psiholoških posledic, ne? Tesnoba, depresija itd. Se pravi, več teh, kako bi rekla, pa nočem biti črnogleda, ni to nič črnogleda, tako pač je, kaj ne. Ja, res je, tako je. Pač, kak je svet? Ne vem, si gledala tu serijo Črno ogledalo, poznaš? Ne. Na Netflixu, res priporočam ogled. Tukaj imam pa jaz precejšno restrikcijo, kar se tiče gledanja? Ja. Viš tudi ti pa sama sebe brzdaš? Mislim, brzdam, ja, kakor se da, ampak podležem tudi neprestano skozi. Ne? Tako da sem eden od tistih, ki ga kar odnese, pa se potem zabrzda. Pa tako. No se, ampak to Črno ogledalo sem omenil, tudi študentom vedno rečem vsako leto, poglejte si to serijo, ker se splača, ker enostavno prikazuje svet nekaj korakov v prihodnosti in govori o tovrstnih fenomenih. Kako je bilo zdaj vprašanje, zdaj sem o Črnem ogledalu? Vprašanje je bilo sledeče, da je tolikšna poplava informacij, da smo negotovi v tem, komu zaupati, kaj je kredibilno, kaj je res, kaj ni. Razumem. Ja, res je, živimo v času po resnice, postfaktičnem času. In zakaj?
spet zato, ker imamo na voljo res preobilje informacij. In od omrežij do teh klasičnih, tradicionalnih medijev, ki še vedno obstajajo, časopisov, revij, televizije, radija, do ljudi, ki nam seveda servirajo takšne in drugačne informacije. In jaz mislim, da dostikrat pademo v to zanko, v katero nas vodijo predvsem omrežja, ki so dejansko postala zdaj osrednji mediji, tisti, ki tako malo žaljivo govorijo o mainstream media, MSM oziroma osrednjih medijih se motijo, ne? Ker jaz mislim, da je tole, kar držim v roki, pa poslušalci ne vidijo, gledalci vidijo, to je osrednji medij, pač Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, vsak ima svoj osrednji medij, tisto omrežje, ki mu je najpomembnejše. In tam nam tudi algoritmi seveda servirajo informacije, ki so bolj zanimive, vznemirljive, bolj nam pisane na kožo, ker kot rečeno, omrežja nas zelo dobro poznajo naše prejšnje objave, kaj smo prej všečkali, kaj smo prej komentirali in nam servirajo še vse več takih informacij. In ker se vse bolj zapiramo v svoje informacijske mehurčke, zaradi tega, iz katerih izločimo vse drugače misleče postopoma in se družimo predvsem še s tistimi, ki nas podpirajo, ki lajkajo naše objave, ki komentirajo naše objave, se potem lahko znajdemo res v neki taki zajčji luknji, iz katere ne vidimo več realnosti. Ampak se vprašanje, kaj sploh realnost pravzaprav je? Pač zdaj ima vsak svojo realnost, ki si jo zgradi na podlagi informacij, ki pridejo do njega. Ne vem, spet poglejva 30 let nazaj, ko smo gledali, ne vem, televizijski dnevnik in so bili potem neki prepoznani, ugledni novinarji, ki so nam v oddajah prebrali, kaj oni mislijo. In mi smo to vzeli za sveto, kot dejstvo, ker je pač ta oseba si res prej dejansko pregledala cel nabor informacij, ga strnila in nam podala neko poročilo o svetu. In takrat smo si lahko ustvarili neko skupno podobo resničnosti. Zdaj pa si ustvarja vsak svojo podobo in zato se tudi tako hitro skregamo potem, no? In zaradi politike, in zaradi covida, in kjerekoli druge teme, vsaka je zdaj problematična skoraj. Zaradi tega ne pridemo več skupaj. In jaz mislim, da res, enkrat sem to rekel v eni oddaji, ne spomnim se na kateri televizijski hiši že, pa vem, da je pa doživela kar tako precejšen negativen odziv, oziroma jaz sem pa dobil precej negativnih komentarjev pod to novico, ne? Ker pa bom kar ponovil to isto, prosim. Ker se mi zdi pomembno. Jaz mislim, da živimo v tiraniji lastnega mnenja. V času tiranije lastnega mnenja, ko lastno mnenje postavljamo na vrh prioritet. Torej, na vrhu je moje mnenje, potem nižje je tvoje mnenje, še nižje je naše skupno mnenje, če sploh obstaja. Spodaj pa je vedenje in znanje. In jaz mislim, da moramo spet narediti ta obrat k znanju, k vedenju, da zaupamo strokovnjakom. Kje živimo pravzaprav? Živimo v kultu amaterizma. Kar naenkrat ljudje, ki so, kot sem jih prej omenil, naši prijatelji, postanejo novinarji, znanstveniki, športni selektori in še kaj. Zakaj? Je zato, ker so bili prej pol ure na stranišču in so si pregledali informacije o neki temi in postanejo strokovnjaki za COVID, potem kar naenkrat preskočijo na drugo temo, vojna v Ukrajini, zdaj so verjetno strokovnjaki za požarno varnost zaradi požarov na Krasu in pač to je naporno. Mislim, kar si želim je, ne vem, jaz osebno zaupati tistemu, ki se spozna na neko temo. Zato jaz mislim, da je treba nujno vrniti kredibilnost novinarjem in novinarstvu kot poklicu. Jaz izjemno cenim ta poklic tudi zato, ker je bila moja mama novinarka in vem, da je to naporen poklic, odgovoren poklic in pa poklic, ki je res postal
neizmerno razvrednoten. Popolno. V zadnjih 20 letih. Tudi sam sem delal kot novinar, še v mogoče bolj romantičnih časih, tam na prelomu tisočletja, najprej na Radiu Slovenija, potem na Gospodarskem vestniku nekaj časa. In že takrat je pač novinarstvo bilo na nekem prelomu, zdaj pa gre strmo navzdol. Ravno zato, ker je vsak lahko novinar, vsak misli, da lahko ustvari novico, vsak misli, da je lahko fotoreporter, ker iz žepa potegne telefon pa fotografira nek dogodek, in dejansko to tudi je za nek svoj krog poslušalcev, gledalcev in bralcev. In zato pravim, da prosim, če le možno, prenehimo s tem kultom amaterizma in začnimo zaupati profesionalcem. Če mi crkne avto, sicer ga nimamo več na srečo, tako da mi ne more crkniti, ampak če bi mi crknil, bi šel k mehaniku. In če, ne vem, imam zdravstvene težave, grem k zdravniku. Če ne vem, kaj bi naredil v zvezi z pandemijo covida, poslušam strokovnjake. Če ne vem, me zanima, kako se zna razviti vojna v Ukrajini, ne vem, prisluhnem novinarjem, politologom, res strokovnjakom za zunanjo politiko, ne pa ljudem, ki jim sledim po Facebooku in ki imajo vsak svoje mnenje. In če jaz njihovega mnenja ne sprejmem, me odslovijo. V tem je problem. Zakaj pa potem tolikšen porast bulinga na družbenih omrežjih? Bullying je izživljanje med vrstniki, mobbing pa v relaciji šefi podrejeni. Ne? Skratka, bullying se odvija med enakimi. Ne? Se pravi, zakaj od tod izvira potem tolikšen razrast bullyinga? Jaz ga namreč tako pač opazujem, to je nekdanja novinarska, kako bi rekla, stalnina, ne, jaz sem 25 let novinarila, ko zaznam nek pojav, ga opazujem, ne, nekaj časa. In recimo so neki frendi, ne, na Facebooku, pač ljudje, ki jih osebno ne poznam, jih pa poznam iz določene kulturne sredine. Eden je iz bolj levega okolja, eden je na bolj desnem okolju. Ne? Ampak ta dva človeka sta deležna od nasprotnikov in eden in drugim, mislim, dnevno jucefrajo. Ne? Tako da je ta, kako bi rekla, porast te nestrpnosti, da nekdo misli pač drugače, so what? In kaj pol? Mislim, ta nestrpnost, da nekdo pač vidi stvari drugače, meni je to neverjetno, no? Da se pač ne pusti dihati, da vsak diha svoj zrak, dokler ne škodi seveda svojemu bližnjemu, ne? Pač tukaj so meje. Ampak da ljudje vidimo drugače, mislimo drugače, čutimo drugače, da je to nekaj naravenega. In drugo dan, kar mi je absurdno, je to, kar si prej omenil glede tega mnenja, ta avtoriteta lastnega mnenja. V bistvu tudi mi sami se skozi življenje ničkolikokrat zamenjamo mnenje in spremenimo to, kar jaz mislim danes, nisem mislila kot mula ali pa kot pubertetnica ali pa potem, ko sem bila na faksu. Tudi jaz sem neke svoje mnenja korigirala, razširila, lahko popolnoma spremenila, svoje lastno. Torej, zakaj na vkope, če ta trenutek nekaj vidimo tako, kot vidimo? Se pravi, dvojno absurdno, no? Absolutno se strinjam in tudi stati za svojim mnenjem za vsako ceno se mi zdi neumnost. Popolna neumnost. Mislim, priznajmo nekomu, da obstaja možnost, da ima lahko prav za začetek. Ja, ali pa saj zanimivo je, mogoče pa on kaj vidi, kar jaz ne vidim. Ne? Ampak vprašanje je bilo, zakaj postanemo tako hitro, tako žaljivi drug do drugega. Bullying je bil izvorno, veš zakaj? Je od tukaj potem ta porast pač tolikšnega življenja. Ampak ti slediš temu, kar se dogaja po omrežjih, domnevam. Ja. Glej, spet je medij tisti, tukaj greva kar k McLuhanu, pa poznaš tisto frazo, medij je sporočilo, the medium is the message. Ja. In gre za to, da medij sam vpliva na to, na kak način komuniciramo drug z drugim.
Twitter se mi zdi prav res narejen, ustvarjen za to. Ne vem, koliko poznaš komuniciranje na Twitterju, ker vem, da si bolj na Facebooku. To sem tudi jaz tebe pregledal. Samo na Facebooku, ker mi že intervjuja. To čist preveč. Ampak moram tudi jaz narediti nalogo za raziskovalno. Ne samo, da imaš ti liste pred sabo, ampak sem tudi jaz nekaj prebral. Za vsak slučaj. Ja. Se ne veš, s kom se srečaš, se prvič vidiva. Seveda, kaj pa, če bi me kam zvabila, potem pa, ne vem, uklenila. Tako da sem preveril. No, ampak kaj je problem Twitterja? Na Twitterju je treba zreducirati sporočilo na 280 znakov. Toliko je dolg tweet. Na začetku je bil dolg celo 140 znakov, pa so zdaj pred nekaj leti potem to podaljšali na 280. To so izjemno kratka sporočila. In gre v bistvu, tako kot je rekel Mladen Dolar, potem zelo hitro v smer bevskanja, ker so to neki kratki, odsekani, ne čivki, ampak bevski, dobesedno. Kratke, udarne, ostre izjave, ki pa morajo biti kratke, ker je tak medij, udarne in ostre, ker drugače ostaneš spregledan. Koga briga, bodimo prijatelji, imejmo se radi, pa kdo bo to lajko in delil? Koga to briga? Mislim, napisati je treba nekaj ostrega, žaljivega, nesramnega, take stvari se potem delijo, kar mene osebno najbolj jezi, ker so pogosto tudi slovnično nepravilni ti tweeti, ampak se to nikogar ne briga več. Mislim, deli se vse, karkoli. In v čem je trik? Treba je iti vedno bolj do roba. Ta rob pa se širi in širi tega, kar je še sprejemljivo, dovoljeno. No in redko kdo pade čez rob, redko koga blokirajo, pravzaprav redko koga skupnost izloči, redko koga Twitter sankcionira. Sankcionirali so Trumpa, recimo, ko je šel res čez rob in skoraj zakuhal državni udar v Združenih državah Amerike z svojim tweetanjem, podžiganjem, ki je trajalo leta in leta, in 6. januarja lansko leto ga je Twitter z enim klikom izključil. Torej, najmogočnejšega državljana sveta, praktično ameriškega predsednika, je Twitter ugasnil. In komu se to zgodi? Redko komu, redko kdo je izločen iz te skupnosti, zato pa lahko nadaljujemo kar naprej to besedičenje. Drugi problem, zelo pogosto se to dogaja v zavetju anonimnosti. Sej ne gre nujno za dejanske osebe, mislim, dejanske osebe zadaj vedno so, redko kdaj so to algoritmi sami, ki bi ustvarjali tweete, ampak mogoče ta oseba, ki se ti predstavlja z nekim imenom, sploh ni to. Pa če jaz na Twitterju dan podjet, recimo, lahko bi bil pa, ne vem, Pando Diet, pa bi vodil ta profil nekdo drug, tako kot recimo Robert Golob, torej sedanji predsednik vlade Republike Slovenije, ni na Twitterju, on sam, je pa njegov satirični profil. Gobert Rolop se mi zdi, da se imenuje, tako ima kar duhovite izjave, ampak kdo je zadaj? In takrat, veš, ko si nadeneš masko, pa postaneš drug človek, takrat se mi zdi, da se prav ljudje včasih povampirijo in iz njih pridejo res tiste najgloblje frustracije. In tudi doskrat mislim, da sadistično uživajo v tem, ko nekoga trpinčijo, javno trpinčijo dobesedno. In to je to, mislim, zato toliko bullyinga, krutosti, hkrati pa gre za to, da smo se res ukopali na okope, pa ne samo politično, tudi ideološko nasploh. En ima tako mnenje, drug drugačno, obstreljujemo se z besedami in veš, kaj meni zelo zanimivo, ko začnem, jaz rad potem nadaljujem to debato. Včasih pač, če začne nekdo res katastrofalno debato, ga utišam oziroma blokiram, ker vidim, da se iz tega ne more razviti nič. To je tako, da bi, ne vem, jaz prišel k tebi zdaj na obisk, na podcast, pa bi, ne vem, se tu polulil v kot, pa začel razbijati krožnike, pač kaj bi pa rekla, verjetno, zdaj pa tam so vrata, hvala lepa, pa povabila koga drugega v goste. Če pa vidim, da je možnost komuniciranja, da obstaja vsaj kanček, neka iskrica upanja, pa se začnem pogovarjati in včasih se razvije zelo zanimiva debata in še posebej takrat, ko ni ta nastop več javn, ko se začneš pogovarjati zasebno, celo ko si dopisuješ recimo po elektronski pošti,
Z nekim gospodom sem si pred časom dopisoval, ko me je videl v neki oddaji, mislim, da v tej Skupaj naprej, ko so jo ustvarili RTV Slovenija in pa Pop TV, to je bilo, mislim, da novembra lani. No, takrat sem tudi kar precej pošte dobil in pohvalne in seveda raznih žaljivk, vse pride, ampak zelo presenečen je bil nek gospod iz osrednje Slovenije, ki mi je pisal pač razočaran nad mojim nastopom, seveda kakšne pa tvezim, neumnosti, in potem, ko sva se pogovarjala, mislim, jaz sem mu odpisal, bil je presenečen, da sem mu odpisal in mi je tudi to napisal. Jaz sem pa rekel, da se mi zdi, da ima tudi v nekaterih stvarih dejansko prav, pač poskusil sem neko vzpostaviti tisto neko, vez, razmerje. In potem sva se dopisovala sem in tja in potem sva končala tako, da me povabil, naj pridem k njim domov, da bova spila malo jabolčka, pa da bo narezal kako klobaso in da bova malo posedela in se pogovarjala. Zato, ker mislim, da na ta način lahko postanemo vedno bolj človeški in to je bilo moje glavno sporočilo. Problem je, ker se ne vidimo, ker je naše komuniciranje omejeno z medijem samim, z 280 znaki, s pisnim komuniciranjem in tako se nikoli nismo ljudje pogovarjali med sabo. Zato naša skupnost se vse bolj atomizira in razpada nam pred nosom, ker se ne družimo v živo. Zdaj, ko se midva pogovarjava, se gledava. Jaz tu nekaj maham z rokami, ko govorim, pač vidiš moj izraz na obrazu. In to je to človeško komuniciranje, kar počnemo zadnjih 200-300 tisoč let, naša vrsta. In tega smo vajeni. Komunicirati po omrežjih, to, kar počnemo zadnjih 10-20 let, tega nismo vajeni. To je nenormalno, nenaravno. In zato pravim spet, čim večkrat odklop, čim večkrat priklop drug z drugim, da se srečamo v živo, se pogovorimo, ker takrat pa se lahko ustvari skupno mnenje, ne pa zgolj utrjuje posameznikovo. Yes. Le dan še eno stvar, če mi lahko sva prej nakazala, če lahko samo malček pojasniš, osvetliš, kako ti vidiš, zakaj je tolikšen razraz porast teorij zarote, zakaj si skozi ta polja ljudje pač pojasnjujejo svet. Teoretiki zarote so zelo zanimivi ljudje, zelo posebni ljudje, tudi zelo inovativni ljudje. Raziskave kažejo, da so to ljudje, ki bi se prej pridružili kakšni teoriji zarote, če bi jih kdo povabil. Recimo, da bi NASA rekla, a bi prišel ti, bomo posneli en film o tem, kako smo pristali na Luni, pa bomo to potem predvajali po televiziji. In ti ljudje bi prej pristali na kaj takega. Pač radovedni ljudje so. Tudi sam, kar jih poznam, so zabavni, inovativni, zanimivi ljudje. Imajo pa problem, da začnejo verjeti v neko temo in dobesedno padejo v zajčjo luknjo, iz katere se ne znajo več sami izkopati. In tudi tisti, ki so se ukvarjali s tem, kako teoretika zarote spreobrniti, recimo teoretika zarote, ki verjame v chemtrailse. A veš, kaj so chemtrailsi? No, mislim tiste, ko jih pač vse več letala spuščajo, neke snovi, vidijo se kot sledi, to pade na zemljo, tudi nam na telo, potem se nam neki nanočrvi ustvarjajo pod kožo, pod nekih podzarotah, ne. No in če začneš prepričevati tega, ki to verjame, da dejansko gre za fizikalni pojav, za sled na nebu, ki jo zaradi gibanja zraka ob krilu letala ustvarja letalo, ampak samo na določeni višini in ob določenih pogojih ti ne bo verjel. In potem ga moraš spet res prepričati in najti in ga poslušati. In ga poslušati, kaj on misli in nikakor mu ne smeš reči, ti si neumen človek. Pač poslušati ga moraš. In ga skušati z dejstvi prepričati. Ampak kot rečeno, komu se pa to da? Mislim, če bi bil to moj otrok, recimo, ali pa moja partnerka, seveda bi se lotil kakega takega projekta. Ampak jaz prepričevati javnost, recimo, nekoga, ki ne verjame, da obstaja virus COVID oziroma SARS-CoV-2, pač, kako ga ne prepričam? A pa da, pač odpelješ ga v bolnico. Kako bolnico? Mislim,
tam, kjer so na unih priklopljeni bolniki. Ne? Ja, pa se tudi take fotografije se širijo po omrežjih, pa da so to lažne fotografije. In se nekaj gre v život, ja, ne? Ja, in kaj imamo, ekskurzije v bolnice? Ne, mislim, pač, ne, nisem mislila, da bi bila to rešitev, ampak povabilo, ne, pač, ne grejo pomagati. Mislim, Lej, težko, seveda, se razumeš, težko absolutno. je skratka nekoga ven potegniti, no, ki pade v to, ker gre tudi res za poseben tip človeka, ki zelo tako divergentno razmišlja, ki najde res neverjetne povezave tudi v svoji glavi med nekimi dejstvi in ki skače iz zarote v zaroto, ne? Mislim, od covida kar naenkrat se pojavijo teorije zarote v zvezi z Ukrajino in potem se kar naenkrat pojavijo teorije zarote o tem svetovnem redu novem, ki se ustvarja in tako naprej in tako naprej. Pač tega ni nikoli konec. Mislim, zakaj jaz v to ne verjamem, v novi svetovni red, recimo, jaz mislim, da bi se mi zdel tak nek program za človeštvo, ki bi ga neka entiteta ljudi, nekih iluminatov ustvarjala zelo bizarno. No? Jaz mislim, da se dogajajo res prelomne stvari, v ta res prehod v digitalni feudalizem, to je dejstvo. Mislim, tu ne gre za zaroto, ampak gre za to, da nekateri znajo enostavno izkoristiti trenutek, čas, v pravem času, biti na pravem mestu in zato so tako neizmerno obogateli. Da bi se pa ti povezali med sabo, nam zavladali kot neki reptili, ki so se preoblekli v ljudi, kar verjame, kar par milijonov Američanov, kakor vem, ne? Teorija o teh reptilih. No, to so te bizarne teorije zarote, v katere začnejo ljudje verjeti, ker pač drugi verjamejo. In zato, ker se zapiramo v svoje informacijske mehurčke, ostanemo z ljudmi skupaj, ki verjamejo ali v iluminate, ali v reptile, ali v karkoli že, no? V neko bizarno zgodbo in ko si noter, ne prideš več ven. Ja, no in pa se lahko vrnemo do te zdrave distance, ki v tem času manjka. Zdrava distanca do samega sebe, do svojega lastnega mnenja, zdrava distanca do tega, da je recimo tudi znanost ni 100%, ne? Pa bistvo znanosti je, da ni 100%. Da pač znanost tisto, kar nikoli ni bila danes 100%. Ne sme biti. Lahko jutri v celoti vrže ali pa malo spremeni, modificira in tako naprej. Skratka, da imamo neko zdravo distanco do tega, da ne posedujemo ta hip absolutne resnice o ničemer. Da je vse samo relativna resnica. Tako, in kot je rekel Karl Popper, bistvo znanosti je, da je ovrgljiva, ne pa da je preverljiva. Pač hipoteze, ki jih ustvarjamo znanstveniki, morajo biti ovrgljive. More biti možnost, da jih nekdo ovrže. Ne? Nekdo bo prišel za nami, ki bo našo hipotezo ali pa teorijo s časoma ovrgel. In tega se moramo tudi zavedati. Nastalo bo nekaj boljšega, ampak vedno gradimo na temelju tistega, kar je bilo prej. Ne? In to je bistvo znanosti. Znanost s časoma postaja vse boljša. Vse več vemo o vsem, kar je okoli nas. In mislim, da je res napačen izraz ta verjeti v znanost. Jaz se ga res skušam izogibati. Znanosti moramo zaupati. Točno to. Pač ko pa postane vera v znanosti, pa brez veze. Ne? Mislim, pa vera je eno, znanost je pa drugo. Je pa drugo. Ampak ta pač neka... Tako kot novinarjem, a veš, jaz jim tudi zaupam. Zaupam novinarjem, zaupam dobrim novinarjem in zaupam dobrim znanstvenikom in zaupam znanstvenikom na področjih, o katerih jaz nimam pojma, recimo na področju, ne vem, epidemiologije, pulmologije, farmacije, matematike, česarkoli že, da res obvladajo svoje področje. No in zdaj, ko imamo dileme v zvezi s covidom, jaz mislim, da moramo tudi ta problem nasloviti večplastno, večdimenzionalno, z več različnih strani. Kar zdaj vemo je, da COVID nikakor ni več zgolj neko naravno, oziroma ni nek naravni ali pa medicinski fenomen, je seveda tudi, ampak je družbeno dejstvo, je dejstvo, ki vpliva na
politiko, gospodarstvo, šolstvo, zdravstvo, šport, kulturo, na vse pravzaprav, kar se nam dogaja. In zato mislim, da ga moramo pogledati tudi z teh zornih kotov. Tako bomo znali obvladati ta problem. Problem današnjega časa je tudi, da se teh globalnih problemov, kot so zdravstveni problemi s COVID-om recimo, kot je podnebna kriza, kot je problem izginjanja zasebnosti, lotevamo pogosto zelo enoplastno oziroma enodimenzionalno z vidika enega znanstvenega področja. Mislim, da so to tu kompleksni problemi, da jih moramo vedno pogledati z različnih strani in jih potem tudi bolje razumemo in obvladamo. Ampak se to je nek trend, se mi zdi, v družbi po tem celostnem pogledu, ne? Recimo v medicini, po celostni medicini ali pa v znanosti potem, da pač po multidisciplinarnosti, da več različnih vej sodeluje na nekem skupnem projektu. Ja, itak, ampak gled, recimo, če si bom zlomil nogo, jaz ne bi si želel, da pride zdaj interdisciplinarni tim, a veš, znanstvenikov, pa da bo filozof pisal en traktat o moji zlomljeni nogi, antropolog bo izvajal tam opazovanje z udeležbo, pa bo ležal zraven mene, ne vem, zdravnik mi bo potem dal mavec na nogo, potem bo prišel še, ne vem, nek inženir, pa ne vem, mi privil 2 vijaka v nogo. Mislim, dajmo reševati probleme s tistimi področji, ki jih obvladajo, ne? In jaz nisem strokovnjak za vse, recimo. Jaz o avtih ne vem skoraj nič, a jaz sem jih pa raziskoval, no. Sem pa res raziskoval nekaj časa promet in vozniške navade. Tako da tudi antropologi lahko na tem področju nekaj prispevamo. To samo še za konec je še ena taka močna značilnost tega sodobnega časa, kar se tiče sprememb, in to je to, da smo dobili nove 4-nožne prijatelje, ne, in to so stoli in mize. Da večino časa presedimo in da to tudi vpliva ne samo na pač našo, kako bi rekla, telesno zdravje in telesno vitalnost, ampak to vpliva, če se ne gibamo, tudi na možgane, na prekrvljenost in skratka na neko psihično kondicijo. In ko sva se seznanila, sva ravno to temo načela o tem, si rekel, kako je to v bistvu tudi v drugih kulturah popolnoma nenaravno sedeti za mizo na stolu, ne? Da tega enostavno zgodovinsko in v drugih kulturah ni, ne? Pa ne samo tega, pa mislim, govoriti o kulturah je meni zelo težko kot antropologu. Ja, in se probam tudi tu zelo brzdati, kaj kultura pravzaprav je in kje so meje te kulture in kaj je naša kultura in vaša kultura. Ampak povedal bom tako malo nasplošno, kaj mislim, da je problem. Mislim, da smo postali iz dvonožnih sesalcev bitja, ki so sedentarna bitja, bolj podobna koralam mogoče, ki se zapirajo v svoje lupine med 4 stene, ki sedijo na istem mestu, ki se ne premikajo in gibljemo se izjemno malo. Mislim, rezultati tudi zdaj spet zaradi COVID-a, v tem, kako se gibljajo mladi, so porazni. Ker smo bili toliko časa doma, ker smo toliko časa sedeli, ker so morali otroci biti pred računalniki, ker niso imeli niti tiste telesne vzgoje v šoli, ki so jo sicer imeli. Odrasli pa sploh, ne. Odrasli sedimo v povprečju, mislim, da 9,3 ure dnevno. Sedimo. Zgolj sedimo. Ne? Pa če potem še ležimo celo noč, torej spimo, in to pomeni, da smo izjemno malo časa na nogah ali pa da se gibljemo. Po podatkih iz Velike Britanije in Irske, mladi 15, 16, 17 letniki spijo, ležijo, sedijo, so skratka pri miru več kot 19 ur dnevno. To pomeni, da 4 ure pač še stojijo. Tistega, čemur pa pravimo šport ali pa gibanje, intenzivno gibanje, je pa res vedno manj in manj. In posledica česa je to, mislim, spet tudi našega življenja z ekrani, ne? Se ta svet na ekranih je tukaj privlačen in to sem prej hotel povedati, pa nisem dokončal, ker sva šla na neko drugo temo.
tudi pri nas doma imamo spet problem z vzgojo, ne, ker smo med pandemijo zaradi šolanja nadaljavo kupili otrokom, pač imam 3 sinove, smo jim kupili 2 računalnika, pa še eno tablico, zato da so se lahko šolali nadaljavo. In kaj se je zgodilo potem? Ko pač se je šolanje nadaljavo prekinilo, tudi niso šli več ven. Pač ostali so pred ekrani, ker je tam svet bistveno bolj zanimiv, ker je tam Minecraft, ker je tam Roblox, ker so tam vse druge igre, ker so tam filmi, ker je tam Netflix. Zakaj bi šel ven? Mislim, ni tam super svet, mislim, zakaj bi sploh hodil ven? In potem sva z ženo najprej namestila nek program na računalnik, ki jih je izključil, dobesedno ugasnem računalnike, po 1 uri ali pa uri in pol, potem so prišli prosim, še pol ure, samo še pol ure. No, zdaj pa pred kakim mesecem sva jim pa računalnike kar pobrala in sva rekla, Detox. Ja, detox, tam je vaš svet, tam je izjemno zanimiv svet. No, ampak jaz sem potem mlajša 2, ker starejši niti nima takih problemov. Starejši je star 15 let, pa on se še vedno igra z Lego kockami. Mislim, zdaj se stavlja res prave umetnine z Lego kockami, tako da ne morem reči niti več, da se igra po lastnih načrtih. Ne? On je človek 20. stoletja glede tehnologij, tako, telefon uporablja redko. Mlajša 2 sta pa že kar malce padla v to, in potem sem jih čez teden, 2, potem ko sva jim pobrala računalnike, vprašal, kako se počutita zdaj. So rekla, v redu je, fajn, v redu je. No in takrat sem se zavedel, koliko odgovornosti imamo pravzaprav starši do tega, kako vzgajamo svoje otroke, kaj jim damo v roke, kaj jim ponudimo, kako jim doziramo tehnologije, tehnološke pripomočke, na kak način jih oni uporabljajo, v kakšne ljudi jih vzgajamo in ali jim omogočamo tisto, kar pravi tudi ta harvardska raziskava, da, ne vem, da ljubijo, da so srečni, da ustvarjajo čvrste vezi. Jaz mislim, da smo tudi mi odgovorni za to, kaj bodo počeli naši otroci. In po zaslonih, mislim, neke vezi bojo gotovo spletli. Tega jim ne morem preprečiti in jim niti ne mislim. Vseeno jim moram pa omogočiti tudi to, da spoznajo druge ljudi, druge otroke, druge vrstnike fizično. Ker res mislim, da je še vedno fizično življenje temelj našega obstoja na planetu. Vsaj do takrat, ko se ne naložimo v matrico, tako futurolog Ray Kurzweil pravi, da se bo to zgodilo leta 2045, zdaj vodja inženirskega razvoja v Googlu, torej da bo takrat prišlo, zanimiva beseda, ki jo bom zdaj uporabil, precej popularna zadnje čase, do trenutka tehnološke singularnosti. Namreč takrat naj bi ta umetna inteligenca daleč in v hipu presegla človeško. Zdaj, jaz na te Kurzweilove napovedi gledam tako malo skeptično, jim ne verjamem povsem. Verjamem pa v to, da se vedno večji del naše identitete prenaša na splet, v oblake, da naši digitalni dvojniki zavzemajo vse večje in vse pomembnejše mesto v našem življenju in tudi delajo za nas, namesto nas, oziroma delajo za nekoga drugega. Nimajo pa nečesa in to je tisti del, ki je pa optimističen del vsega tega. In sicer splet nam daje, ali pa Google, vse informacije, ki si jih poželimo. Lahko gremo na Luno in potujemo po Luni. Nimamo pa izkušnje. Imeti izkušnjo je najbolj neprecenljivo darilo, ki ga lahko človek v telesu skratka doživlja. Izkušati svet, imeti izkušnjo vsega, kar nas obkroža, drugega, sebe, čustev, sveta. Skratka, to pa ne more dati virtualen svet. Ja, in to je tudi bistvo antropologije. Torej, izkusiti svet, izkusiti neko skupnost, biti z drugimi. Dokler nisi z drugimi, dokler samo bereš o drugih ali pa se nadaljavo pogovarjaš z njimi, ne veš, kako neka skupnost funkcionira. Ko pa preživiš, ne vem, z neko družino par mesecev, z neko skupnostjo, ki te sprejme medse,
kaj pa je nekje na Trobrijanskih otokih, kamor je šel recimo Bronislav Malinovski, neki let. Potem razumeš, kako ta skupnost funkcionira, se pogovarja, zakaj imajo neke navade, zakaj nekaj počnejo. In ja, brez tega, da si tam, še kar človeštvo ne obstaja. Torej ta dilema biti ali ne biti tam, mislim, da imava zdaj odgovor. Torej biti tam. Ni dilem. Ni dileme. Super smo zaključili. Hvala ti, Dan, za ta odziv. Namreč danes je eden od teh najbolj vročih dni v vročinskem valu, tako da še posebej je bilo to naporno priti po tej vročini. Ja, pa še v dolgih hlačah. Sicer se tega ne vidi, veš, ampak si rekla, da moram priti bolj urejen. Ja. Nisem vedel, da bo takole kamera snemala. Tako da res hvala lepa. Z veseljem, pa še kdaj. Zdaj pa odklop. Odklop od vsega. Srečno. Hvala.